Dobro jutro! Danes smo se pa odpravili na pot, ki je ena najlepših na Hvaru, to je proti Sveti nedelji. Tale pot boš že videl, zakaj tako pravim, da je najlepša. Se bom potrudil lepo posneti. A ni lepa pot? Čudovita je. No in to lepo pot še lepša je, da bo še bolj lepa. In zato bomo tokrat smo malo prisiljeni, ne bomo prišli do Svete nedelje, ampak bomo večkrat šli po tem delu, ki je odprt, kajti cesta ima zdaj trenutno zapora. Ptujski tekači, lep pozdrav s Hvara. Katera je najlepša tekaška pot na svetu? Prav gotovo je to tista, ki je pod našimi nogami, pa kjerkoli smo že. A pa je ta najlepša na svetu? Je tudi ta najlepša. In če se izrazimo po dalmatinsko, kot je Split najlepše mesto na svetu in okolici, je pa tale pot najlepša na svetu in okolini. Ja, res je. Katere so 3 najpomembnejše lastnosti najlepših poti na svetu? Prva je, da po njej seveda tečemo. Druga, da tečemo z ljubeznijo. In tretja, da tečemo s hvaležnostjo. Torej, najlepše poti na svetu ustvarjamo sami. Da po njih tečemo z ljubeznijo in hvaležnostjo. Srečno! Pošiljam lepe, prisrčne pozdrave na Kubo. Pozdravljam vse, bili kdaj z mano na Hvaru, pa Mojco pa Majo na Švedsko. Sedim v vrhnji loži prvega ljudskega gledališča v Evropi, gledališča na Hvaru, ki je iz leta 1612 in je na novo obnovljen. Otvoritev bo maja, danes pa nam je namestnik župana odprl vrata, da smo imeli to čast mi že nekoliko prej. Ali veš, kje je bilo prvo ljudsko gledališče v Sloveniji? Na Ptuju. Kdaj? O tem pa naslednjič.